A s tem lahko tudi pešce ustavite? Ne moramo pešce. Ne moramo pešce, ker hodijo sam približno 5 km na uro. Naprava pa meri 10 km naprej. Kako se to uporablja, pa kako to deluje sploh? Tole, kjer imaš kazalec leve roke, je tipka, katero pritisneš. Tule skozi ta objektiv, če pogledaš, vidiš noter rdeč križac. S tem križcem moraš pomeriti na vozilo, ki prihaja proti tebi, na registrsko tablico sprednjo. In pritisneš. In držiš ta gumb toliko časa, dokler se ne opravi meritev. In tudi spodaj pod tem križcem, ki ga not vidiš v tem objektivu, se izpiše hitrost tega vozila, ki si ga meril. Takrat lahko to vozilo, seveda, če vozi prehitro, ustaviš. Kako pa ustavite voznika, ki vozi prehitro? Torej, tistega voznika, ki vozi prehitro, ustavimo tako, da stopimo ob rob vozišča in pokončno dvignemo roko, z drugo roko pa pokažemo na njega, da on točno ve, da mislimo njega in mu potem tudi pokažemo, kam se mora ustaviti. Kaj pa, če se ne ustavi? Ko se odločimo nekje upravljati meritve, vedno nekako vozilo tako postavimo, da v primeru, da se to zgodi, kot si vprašal, da lahko čim prej zapeljemo za tem voznikom in ga poskušamo uloviti in potem ustaviti z našim vozilom. In potem je tako kot v kakšnem akcijskem filmu, ga lovite? Včasih je lov tudi nekako tako izgleda, kot je videti po televiziji. Seveda pa s tem, ko vozniki bežijo pred nami, ko jih lovimo, si v bistvu samo višajo kazni, ki jih bojo potem dobili. A tudi ta je edina naprava, ki meri hitrost? Še en od merilnikov hitrosti je tako imenovana provida, se pravi premikajoče vozilo, zasledujemo drugo vozilo. Na določeni razdalji ga snemamo s kamero. V vozilu na sprednjih kolesih je vgrajen merilnik in se pravi na podlagi prevoženega časa in pa poti se izračuna hitrost tega vozila. Pritisnemo na tipko, hitrost je izmerjena, zapeljemo za tem avtom, ga ustavimo in mu pokažemo posnetek. Že prej, ko smo govorili o svetlobnih napravah, imamo vgrajene svetlobne naprave in pa še eno dodatno luč, ki jo lahko damo čez okno na streho. Kar probi jo dati gor. Takole? Tako. No in pol, ko se te naprave vklopijo, to vse bliska. Zadnja stran vozila, vidite tudi, da so plave lučke od zadaj in pa tabla, na kateri se izpisujejo napisi. Zdaj se bo tabla dvignila, kot da hočemo ustaviti vozilo. Hudo. In se izpiše stop policija in pa puščice, da avto se ustavi na desni strani vozišča ali pa na najbližjem primernem prostoru. Zakaj pa to uporabljate? To je pa še ena vrsta radarja oziroma merilnika hitrosti, ki jih uporablja policija. Te merilnike pa postavljamo ob vozišču, so na mestu in merijo prihajajoča vozila ali odhajajoča. Se pravi, deluje pa na ta način, da je tukaj sonda, ki oddaja elektromagnetno valovanje čez vozišče in kakor vozilo prevozi ta snop, naprava izmeri hitrost, sproži se digitalni fotoaparat, slika to vozilo in slika je že v računalniku, shranjena. Kako pa vi pravzaprav izberete lokacije za to, kje boste postavili radar? Najpogosteje lokacije izberemo na tistih mestih, kjer je največ prometnih nesreč, okolica šol, kjer je dosti pešcev, seveda in pa v zadnjem času tudi na pobudo občanov, lahko tudi otrok, napišejo na internet, kje se počutijo ogrožene in tam poskušamo ugotoviti, če so kršitve teh hitrosti. Kaj pa so najpogostejši izgovori voznikov, ki jih ustavite? Ponavadi rečejo, da se jim mudi, ker so zaspali, ali da se jim mudi, ker morajo obiskati koga v bolnišnici. Izgovori so pač
različni od ure v dnevu, so pa včasih tudi zelo zabavni, no? Kaj vse si ljudje izmislijo. Zelo malo pa je takih, ki priznajo, da so dejansko vozili prehitro in da obžalujejo to hitrost.